Ok. Naj vas pozdravim v novem formatu mojega vloga. Gre za testen pilot in sicer serije vlogov o hudih nakupih, ki mu bom kar vsak teden v nedeljo bo ponavadi objavljen rekel hud nakup. Bo pa izpostavljal med 5 in 7 hudih nakupnih priložnosti, ki jih bom med tednom zasledil in objavljal na spletni strani citymagazine.si. Jaz vas prosim, da mi pri tem pomagate, da s hashtagom hud nakup s private messagi po mojih družbenih kanalih me opozarjate na ugodne ali pa res dobre nakupne priložnosti v okviru svetovnega spleta oziroma spletnih trgovcev, tudi naših slovenskih trgovcev. Če boste našli res kako zelo dobro akcijo pa ponudbo, pišite mi, sodelujte. Danes pa, kot sem rekel, prvič o hudih nakupih tedna 22, takoj po zelo kratki špici. Zdaj, teden 22 je bil res zelo pester teden, ful je bilo nakupnih priložnosti, celo toliko, da sem jaz kar toliko držim v rokah, pa nekaj, kar imam tam v zadnji, tudi sam izkoristil. Tako da, veliko bo tudi v teh mojih vlogih buying experienceov, kako so se trgovci obnesli in če ste imeli vi kako dobro izkušnjo ali pa mogoče slabo izkušnjo, tudi to delite z mano. Tako, zdaj pa dost, pojdimo pogledati, kaj se je tedna 22 leta 2020 čisto res ful splača kupiti. Tako no, da nam bo vsem lažji, je v spodaj pod vlogom ena povezava do članka, kjer so zbrane vse informacije, ki jih bom tudi zdaj povedal, in valjda jaz vse teh informacij ne morem iti iz glave, tako da jih bom bral na teli tablici. Hud nakup številka 1 v tednu 22 je sigurno hud popust na zelo dobra telefona, in sicer Samsung Galaxy A51 in A71. Ponudbo sem našel na Amazonu, pravzaprav sem večino tokratnih ponudb najdel na Amazonu, in sicer dobite Samsunga Galaxy A51 za neverjetno ceno 242 € brez DDV-ja. Mogoče zdaj razložim, zakaj brez DDV-ja. Kot poslovni uporabniki Amazona, torej davčni zavezanci za DDV, torej slovenska podjetja in zasebniki, lahko na nemškem Amazonu kupujete brez DDV-ja. V tem zapisu so vse podrobnosti. Zdaj pa primerjamo to ceno še s slovenskimi cenami. Namreč Samsung Galaxy A51 dobiste za 242 € brez DDV-ja, v Sloveniji pa ta telefon stane 389 € z vključenim DDV-jem. Nekje 80 do 100 € je skoraj popust ali pa razlike v ceni. Tako da njegov večji brat, Samsung A71, nekoliko boljši telefon, ki stane tudi nekoliko več, pa ga lahko dobite na Amazonu za dobrih 310 € brez DDV-ja, v Sloveniji stane pa 489 €. Tako da več kot 100 € razlike. Tudi če ste kot fizična oseba kupec na Amazonu, boste prihranili 100 €. Samo ne morem reči, kje so te hude razlike v cenah, ampak ja, dejstvo je, da smo v korona časih in da tudi te veliki proizvajalci tudi zelo nove stvari doživljajo res hude popuste. Pejmo naprej. Ta drug hud nakup tedna držim pa kar v rokah. Tole je iPad 7. generacije za oznako 10,2. Zadeva je pa smešno poceni ratala, glede na to, da je to eden tistih gadgetov, za katerega jaz trdim, da je gadget, pri katerem od Apple dobiš največ. Torej, zadeva stane 301 € in je za moje pojme samo moment deal leta. Če primerjam, koliko stane v Sloveniji, v povprečju pri trgovcu stane sicer 418 €, tudi ni tako grozen drag, ampak ja, iPad, kupite ga. To je vaša vstopna točka v Apple svet in na moje pojme boljših gadgetov. Tako da pejmo naprej, pejmo na hud nakup številka 3 in sicer še vedno ostajamo pri Apple. Šli bomo k njegovemu zadnjemu računalniku, ko so ga predstavili, in sicer MacBook Air 2020, precej posodobljen v primerjavi z svojim predhodnikom. Apple je ta računalnik releasal dobre 2 meseca nazaj in mislim, da je bila vstopna cena okoli 1619 €. Po dobrem mesecu pa pol dobite ta računalnik za 940 €, kar se meni zdi amazing. Govorim spet o ceni brez DDV-ja, torej te ceni, ki velja za slovenske pravne osebe, ne fizične osebe pa lahko za njega plačajo samo 1119 €, kar je v primerjavi s slovenskimi trgovci približno, skoraj, čakaj, tole pa treba zračunati, po mojem 180 € razlike, no, tam iz glave. Tako da, splača se. Hud nakup številka 4, še vedno smo pri Applu, čudež je, da smo pri Applu. Tole, če bi mogel zbirati, bi bil v bistvu nakup tedna. In sicer četrti nakup, ki sem ga ta teden izpostavil, je nakup, ja, najbolj zaželenega MacBooka vseh časov, to je 16-inčen MacBook Pro. Prenosnik, ki ga vsi kujejo v zvezde in govorijo, da je najboljši prenosnik vseh časov. Na trgu je, mislim, da 3 mesece. Dobite ga pa v bistvu za 1100 € nižjo ceno, kot jo ponujajo slovenski trgovci, in jaz se nisem mogel premagati. Jaz sem tega MacBook Proja tudi nabavil, ga bo unboxil in tudi predstavil v enem od naslednjih vlogov.
Tako da tu je en tak full secret tip za vse tiste geeke, dizajnerje. Jaz sem ga kupil na nemškem Amazonu brez davka na dodano vrednost za ceno, mislim, da 2000, bomo kar preveril, za ceno 2394 evrov. Ja, mislim, amazing price. Zgodba je pa bila taka, da sem si ga želel zrihtati po vezah od slovenskega uvoznika. Na koncu gotovo, da zaloga ne obstaja in naročil na Amazonu, mislim, da je bilo okoli 6 ali 7 popoldne. Računalnik sem dobil pa naslednji dan, mislim, da ob pol dveh, da je bilo, Jane, pol dveh. Ja. Tako da manj kot 12 ur od nakupne odločitve do dostave, zato ker te Appleove izdelke, to je mogoče dobro vedeti, Amazon distribuira sam, oziroma je Amazon za njih v bistvu pooblaščen trgovec. Zdaj pa da ne boste rekli, da sem se spravil sam na Apple pa Samsung, treba je še kaj drugega pogledati, pa ne samo računalnike pa telefone. Najdel sem hud nakup, mislim, da je bil to 5. hud nakup tedna, in sicer GoPro Hero 8. Doživel je neverjetno znižane cene, mislim, da za dobrih 150 evrov. Namreč pri nas se prodaja, torej v Sloveniji, pri slovenskih spletnih trgovcih se prodaja za 449 evrov. Na Amazonu ga lahko kupiš pa za 281 evrov, torej spet, če si pravna oseba in to zadevo uporablja za profesionalno rabo. Drugače pa cena nekaj čez 320, v vsakem primeru 100 evrov ceneje kot pri slovenskih trgovcih. Nakup te kamere je za vsakega wannabe vlogerja obvezen, ker je en del opreme, ki ti ne more faliti in ti velikrat reš live. Pojmo naprej, gremo še k wearables, k urcam, ne Appleovi uri, ampak Huawei-ovi uri. Nedavno predstavljeni Watch GT2e, to je tista športna različica te ure. Namreč spet na Amazonu sem ugotovil, da je zadeva 153 evrov z DDV-jem, torej približno 45 evrov cenejša kot pri slovenskih trgovcih. Kdorkoli je že kdajkoli imel Huawei urco, ve, da so to ene najbolj hvaležnih gadgetov in jaz jih hvalim tudi v velikih vlogih in še več zapisih na citymagazine.si. Tako, ne morem iz svoje kože, da ne grem mimo enega zelo dobrega baja, ki je spet v Appleovem segmentu, namreč Apple res treše svetovni splet in sicer je dal za svoj model iPhone XS Max, to je tisti največji iPhone prejšnje generacije, kar 550 evrov popusta in v primerjavi z povprečno slovensko ceno, ki je tam okoli 1250 evrov, dajmo reči, give it or take it, torej pri enem trgovcu se prodaja za 1321, pri drugemu pa za 1185 evrov, je teh 755 brez DDV oziroma 898 z DDV-jem. Res huda razlika in huda nakupna priložnost, če ste v trgu za to vrsten telefon. Se pa dogaja še ena stvar, namreč začetek septembra bo Apple predstavil svoj iPhone 12, kar pomeni, da se bo to zgodilo čez dobri 4 mesece in takrat Apple začne razmišljati, kako bi naredil to obstoječo generacijo čim bolj seksi in zato je tudi iPhone Pro, torej 11 Pro, 64 GB, v bistvu cena ta hip res ugodna, tako da je lahko kupite za 886 evrov brez DDV oziroma nekaj čez tisočaka z DDV-jem. To je spet v primerjavi s slovenskimi cenami približno skoraj 200 evrov razlike. Tako da, če ste v trgu za Apple telefon, skočite na članek, poklikite, pa kupite, ker ta moment se res plača. Tako da to je v bistvu to, kar je bilo to, čakaj, to je bilo to zdaj, a še kaj drugega? V bistvu GoPro, Airbook, a grem še enkrat čez vse? Ne. Se ni bilo dosti dobro, bilo dosti dobro. Ok, mislim, da bom kar s tem Appleovim telefonom zdaj zaključil. A še kaj ostalo? To je po moje to za ta teden, to so te ponudbe, zbrane so v članku Gospodi v povezavi, kjer je tudi razložen, kako kot slovenska pravna oseba kupovati brez DDV-ja. Jaz upam, da ste zvedeli veliko dobrih ali pa celo neverjetnih nakupnih priložnosti. Jaz bom zdaj se v bistvu s tem računalnikom poigral, ga bom unpackel, čisto res za vas, tudi predstavil enemu od naslednjih vlogov. Tako da, subscribite se, če želite vsak teden zvedeti, kje so res najbolj hude cene na spletu. Prosim vas, da mi posredujete tudi svoje informacije o temu, če najdete kako res hudo nakupno priložnost, tudi pri slovenskih trgovcih, ker verjamem, da slovenski trgovci zmorejo, čeprav v tem vlogu kaže, da je ta Amazon kar točka, kjer se te tehnološke ali pa tehnične stvari res splača kupovati. Valjda, kak downsize je, tukaj bo nemška tipkovnica, ampak to je tak trivialen problemček, ki z nalepkicami rešaš. Drugače imajo pa vse stvari kupljene na nemškem Amazonu ali pa pri katerem koli evropskem trgovcu
garancijo, ki velja v vseh državah v skladu z EU direktivo, tudi normalno davčno priznane račune, tako da jaz lahko sam spodbujam, da si upate kdaj kaj nakupiti in ujeti kako tako nakupno priložnost. Tako da to je po mojem zadosti vse. Hvala za pozornost, pa se vidimo naslednji teden ob istem času na istem kraju. Gospod predsednik in Načkov, hecam se. Bye. Zdaj vas samo prvo, pa sem da ven napade. Pa večji je. Joj, it's my precious. The best.